Spoštovani, lepo pozdravljeni na osrednjem bogoslužju, zadnjem v letošnjem letu. Med nami lepo pozdravljamo predsedstvo Evangeličanske cerkve škofa magistra Leona Novaka in inšpektorja Bojana Prosiča, ki je predstavnik laikov oziroma članov cerkve. Med nami sta tudi magister Filo Geza, evangeličanski duhovnik iz Ljubljane, in Franc Küčan, ki je član skupnosti iz Moravskih Toplic. Lepo pozdravljeni. Kasneje bomo predsedstvo povabili k pozdravnemu nagovoru. Danes po bogoslužju smo vabljeni na druženje zunaj pred cerkvijo ob čaju in kavi. Obveščam, da je jutri v ponedeljek ob 19. uri bogoslužje na novega leta dan, ko si bomo lahko tudi voščili in stisnili roke na pragu novega leta. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje. Cerkev in glasbena šola Lipičnik so skupaj na božičnem koncertu in humanitarnem bazarju za sirotišnico otrok v kraju Kasa v Ugandi zbrali skupaj 3320,30 evrov. Finančna sredstva bomo nakazali v Ugando in bodo, kot je dogovorjeno, namenjena nakupu njive, na katerem si bodo lahko otroci pridelovali hrano. Hvala za dobrosrčnost in velikodušnost vseh, ki so darovali. Tudi Sveto pismo nas uči, da je bolje dajati, kakor prejemati. Naša pomoč prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Prisluhnimo bibličnemu vodilu starega leta iz 121. psalma. Gospod je tvoj varuh, Gospod je tvoja senca nad tvojo desno roko. Prisluhnimo tudi odlomku, ki se bere na današnjo silvestrsko nedeljo iz psalma 90. Gospod, ti si bil naše prebivališče od roda do roda. Preden so bile rojene gore in si oblikoval zemljo in svet, od vekov na veke si ti Bog. Ti vračaš človeka k prsti in govoriš, vrnite se, človeški sinovi. Zakaj v tvojih očeh je 1000 let, kakor včerajšnji dan, ki je minil, kakor nočna straža. Ti jih razpršiš, so kot jutranji sen, kakor trava, ki poganja. Zjutraj cvete in zeleni, zvečer ovene in usahne. Hitro nas nasiti svojim usmiljenjem, da bomo vriskali in se veselili vse svoje dni. Milina Gospoda našega Boga naj bo nad nami. Amen. Psalmist nam še pravi, svoje oči dvigujem k goram, od kod bo prišla moja pomoč. Kot cerkev in kot posamezniki lahko na to rečemo le, žal nam je naš Bog, da to hrepenenje ni vedno navzoče na naši življenjski poti. Vendar prav zato smo se zbrali, da bi se danes priporočili tvoji pomoči in tolažbi, o Bog. Sedaj bomo skupaj zapeli uvodno himno Bog mogočni, slava ti. Slava
izvolimo sesti. Pozdravnemu na govoru vabimo škofa Evangeličanske cerkve magistra Lena Novaka in za njim še predstavnika članov Evangeličanske cerkve inšpektorja Bojana Prosiča. Izvolite. Spoštovani pastor, dr. Daniel Brkič, Katja, Peter, dragi bratje in sestre v Jezusu Kristusu. V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko v imenu Evangeličanske cerkve prav prisrčno pozdravim. Nahajamo se v cerkvi, ki se imenuje Cerkev dobrega pastirja. Tako cerkev imamo tudi v Moravskih Toplicah, ki se ravno tako imenuje Cerkev dobrega pastirja. Jezus sam nam reče, kot imate tudi tukaj napis, jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Jezus je tisti, ki nas kliče v svojo čredo z ljubeznijo, z odpuščanjem, s spravo, ki smo jo potrebi, z Bogom in pa tudi z sočlovekom. Jezus je tisti, ki je zakazal pot, po kateri naj hodimo. To nas povezuje kot brate in sestre. To nas spodbuja, da se ljubimo, da si odpuščamo, da eden drugemu stojimo ob strani, da si pomagamo. Včeraj sem bil v Stožicah, kjer je bilo tezejsko mladinsko srečanje. Zbralo se je 6000 mladih iz celotne Evrope. To, kar je bilo tako značilno za tezejsko gibanje, je, da nas je povezovala Božja beseda, molitev in pesem. Ne glede na ozadje, iz katerega smo prihajali, v ospredju je bil dobri pastir Jezus, ki nas povezuje kot ovce, kot brate in sestre. In človek je res duhovno obogaten in zadovoljen, ko vidi tako skupnost mladih bratov in sester, ki slavijo in častijo Boga, ki so pripravljeni potovati tako daleč, da bi se ravno v tem silvestrsko-novoletnem času družili v Božji besedi, v občestvu bratov in sester, da bi doživljali Božjo ljubezen, Božji blagoslov v svojem življenju in ta blagoslov delili z drugimi. K temu smo poklicani tudi mi. Da to Božjo ljubezen, ta Božji blagoslov delimo s sočlovekom. Hvaležen sem, da vas lahko kot škof Evangeličanske cerkve danes pozdravim tukaj, da smo lahko del vašega občestva, bogoslužja, ko skupaj slavimo in častimo Boga, ko se izgrajujemo ob njegovi besedi, ko se naša pesem iz src dviga pred njegov prestol, kajti k temu nas kliče Bog in Bog se veseli, ko mu namenimo svojo pozornost, ko mu namenimo tudi svoj čas, da pridemo, da se zberemo kot občestvo, da ga slavimo, da odpremo svoje srce, pa tudi svoj za njegovo besedo, za delovanje njegovega duha. Želim si, da nas Bog še naprej povezuje, da nas izgrajuje, da nas utrdi v naši veri in ljubezni do Boga in do sočloveka. Veste, Jezus sam je rekel, prva in najpomembnejša zapoved je, ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, z vse duše, z vsem razumom in z vso močjo. In druga zapoved, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. K temu nas je poklical Bog in želim si, da bi to poslanstvo lahko v našem vsakdanu tudi uresničevali. Želim nam še naprej Božji blagoslov ob današnjem bogoslužju, druženju, po bogoslužju in pa tudi še vnaprej v naši prihodnosti, v našem sodelovanju, ki nam ga je namenil Bog. Hvala.
Spoštovano predsedstvo, dragi verniki. Za mene osebno je zelo pomembno, pa verjetno za marsikoga tudi od vas, ko se srečate prvič z neko situacijo, kako se počutite. Jaz moram povedati, da se zelo dobro počutim danes tukaj in to je zelo dober znak za mene, pa tudi katerega bom lahko naprej prenesel do drugih. Zelo cenim in spoštujem vašo odločitev, ki ste jo pred nedavnim sprejeli, ki je pogumna odločitev, ki me spominja na odločitve reformatorjev naših. Ne? Stvari niso verjetno vedno take enoznačne in začrtane po neki poti, da bi šle v neko smer in nas vmes čakajo tudi ovire. No, te smo mogoče tudi že naleteli, ampak verjamem, da predvsem z vero, katero imamo, lahko in moramo premagovati te stvari. Te momenti ali take situacije nas bodo še tudi v bodoče čakale. Predlagam, da tej veri dodamo še upanje in ljubezen, katera nas mora vedno znova opominjati, da smo samo ljudje in da moramo gledati širše, se pravi, razumeti različnost, razumeti drugačnost in se spoštovati, predvsem spoštovati. Upam in verjamem, da nam bo uspelo v tem našem sodelovanju eden od drugih se učiti predvsem. Mi imamo nek način delovanja, vidim vaš način delovanja, s kateri se bom mogoče v bodoče, ne mogoče, sigurno se bom še bolje spoznal in že se veselim tega, da se bomo lahko dopolnjevali. Verjamem, da če bomo čutili to zadevo, medsebojno dopolnjevanje v pravem smislu, nas čaka ena lepa pa dobra prihodnost. Želim vam pa nam vsem prijetno počutje danes, zelo se veselim nadaljnjega sodelovanja in vse dobro na tej naši skupni začrtani poti. Hvala lepa. Drage sestre, dragi bratje, današnje berilo bomo prebrali iz Evangelija po Janezu, 8. poglavje in sicer od 31. do 36. vrstice, kjer pravi takole. Tedaj je Jezus govoril Judom, ki so verovali vanj. Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci in spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Odgovorili so mu, Abrahamovi potomci smo in nikoli nismo bili nikomur sužnji, kakor praviš ti. Postali boste svobodni. Jezus jim je odgovoril, resnično, resnično povem vam, vsak, kdor dela greh, je suženj greha. Suženj pa ne ostane pri hiši za vekomaj, sin ostane vekomaj. Če vas torej sin osvobodi, boste resnično svobodni. Dragi zbrani, ob prebiranju tega odlomka sem pomislila, v kakšnem paradoksu pravzaprav živi današnja postmodernistična družba. Poglejte, večinoma živimo v svobodnih, demokratičnih državah, a hkrati, če dobro pomislimo, smo vsi sužnji, saj je suženjstvo postalo globalni problem človeštva. Pomislimo, postali smo sužnji tehnologije. Kamorkoli gremo, kjerkoli že smo, vedno iščemo svoje telefone in se počutimo, kot bi nam manjkala ena roka, če telefona nimamo pri sebi. Z drugimi komuniciramo preko mobilnih telefonov. Nimamo več skupnih obrokov, če pa že, pa vmes preverjamo morebitna elektronska sporočila, tablice, računalnike. Postali smo sužnji svojih služb in zaposlitev. Nimamo več jasnih delovnih zahtev, jasnih urnikov. Morda smo postali sužnji mode, zabave, statusa, slave, kreditov, mnenj drugih ljudi o nas. Postali smo morda sužnji lastne krivde, strahov, morda celo zagrenjenosti in predsodkov. Ali pa smo morda sužnji naših lastnih ambicij, neizpolnjenih sanj. Zagotovo pa smo lahko na neki točki tudi sužnji samih sebe.
Postali smo sužnji časa. Veste, najpogosteje izrečen stavek, ki ga izreče tipičen povprečni človek, je: nimam časa. Postali smo tudi sužnji brezbrižnosti, kajti drugi najpogostejši stavek, ki ga izreče povprečen človek, je: briga me ali pa vseeno mi je. In ker ljudje ob koncu leta največkrat delamo poračune glede preteklega leta, je morda pametno, da se malce ustavimo in da ne ponovimo iste napake in ne postanemo sužnji praznih obljub za leto 2024, pač pa se zavemo, da je suženjstvo staro točno toliko let, kolikor je staro človeštvo. Saj sam Jezus pravi: vsak, kdor dela greh, je suženj greha. Vendar, hvala Bogu, Jezus tudi pravi, da nismo več sužnji greha, in to je ta najlepša novica, ki si jo vsi delimo. Jezus pravi, da smo odkupljeni, sinovi in hčere, saj nas je on suženjstva greha osvobodil. Suženjstva greha nas je osvobodil sam sin, s čimer je zlomil moč vsakršnega suženjstva. In to, dragi moji, je najlepša novica, ki jo lahko slišimo. In naslednja pesem, ki jo bomo skupaj zapeli, je stara krščanska himna, ki govori ravno o tem. Besedilo te himne pravi, da smo bili dolgo v sponah greha, da smo sami nosili krivdo ječe. Potem pa se je nekaj zgodilo, potem pa smo začutili Božji dotik. Dotik Božje ljubezni, ki je v hipu spremenila naše življenje, naše srce, in postali smo svobodni. In naj bo to tudi naša nadaljnja skupna molitev.
Drage sestre, dragi bratje, poslušajmo še besede milosti in slavospeva, ki pravijo, da nas bo Gospod varoval vsega hudega, da bo Gospod varoval našo dušo, Gospod bo varoval naš prihod in naš odhod, kajti Gospod je naš varuh, Gospod bdi nad nami, Gospod ne bo dovolil, da bi naša noga omahovala, Gospod je naš varuh, on ne dremlje, on ne spi. In morda se danes sprašujemo, odkot bo prišla naša pomoč. Vzdignimo svoje oči k goram, kajti naša pomoč je od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo, in temu Gospodu je vredno zaupati tudi v času stisk, tudi v času nemira in tudi takrat, ko okoli nas bučijo morja tegob in negotovosti ali zmedenosti, kot pravi tudi naša naslednja, zadnja skupna pesem. Oče, še vedno ti zaupal bom, tudi v času stisk, tudi v času bučenja morij.
Molimo. Dragi Bog, dragi Oče, leto gre k koncu in mi smo ti hvaležni za vse, kar je to leto napolnjevalo. Hvala ti, Oče, za mir, za dobre prijatelje, za družino, za cerkev, za uspeh pri delu. Hvala za tvoj blagoslov, ki smo ga bili deležni. Hvala za tolažbo, za milost, za odrešenje in upanje, ki smo ga imeli. Vate zaupamo tudi v naprej. Ostani z nami tudi v prihodnjem letu. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. In zaključili bomo še z eno pesmijo, to naj bo čas, ko bomo lahko tudi darovali naš prostovoljni prispevek za izgradnjo cerkve in sicer ta pesem pravi: Srečen sem, Bog je dvignil me, srečen sem, Bog je dvignil me. Sestre in bratje, svetopisemska vrstica današnje pridige je izberila za Silvestrevo. Iz pisma Hebrejcem 13. poglavje 8. vrstica. Pravi takole: Jezus Kristus je isti včeraj in danes in na veke. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Amen. Ob prebrani vrstici se sprašujemo o dilemah, o katerih je razglabljal tudi starozavezni pisec in filozof pred 3000 leti v svetopisemski knjigi z imenom Pridigar, ki prav tako sovpada v berilo današnje nedelje. Zapisal je, da ima vse svojo uro, svoj čas pod nebom. Spoznal je, da je življenje brez Boga nesmiselno in prazno. In takšna vprašanja so vedno sodobna. Mislim, da bi vsi morali postati slavni, pa bogati in doseči vse,
o čemer sanjamo, da bi potem spoznali, da to ni prava rešitev. Knjiga Pridigar je introspekcija zmedenega, psihično in cinično obremenjenega človeka, ki je nihal nad jamo tesnobe, ničevosti in praznosti. In to je dokaz, kako je Sveto pismo aktualna knjiga in kako sodi tudi v današnji čas. Spraševal se je o rojstvu in smrti, o dogodkih, trenutkih življenja. Filozofije, religije skušajo dati odgovor na ta vprašanja, vendar ni končnega odgovora brez tiste stalnice v našem življenju, ki je Bog. Načrtovalec, ki pozna odgovor na vprašanje, kaj je namen in smisel življenja. Cerkveni oče Avguštin je zapisal: zase si nas ustvaril Gospod in nemirno je naše srce, dokler ne spočije v tebi. Ob koncu leta, utrujeni od potrošniške tekme, rivalstva, doseganja rezultatov, iskanja užitkov, praznih razvad, smo prišli na najboljše mesto, v zavetje cerkve. Kajti Bog nikogar ne zapusti, tudi ko mi njega zapustimo. Boga, ki ga iščemo v Pridigarju, v Stari zavezi, najdemo v Novi zavezi, v Evangeliju, v Veseli novici. Pridigar postavlja vprašanja, v Stari zavezi Evangelij daje odgovore. Samo v Pridigarjevi puščavi je mogoče najti oazo Evangelija. In v svetu negotovosti se moramo zasidrati na varno mesto, ki se ne spreminja. To, kar je krepostno, lepo, toplo, prijazno, zanesljivo, mirno, ljubeče, popolno, tolažeče, kot smo že uvodoma slišali od naših gostov. V današnjem berilu beremo, kar je pisec zapisal v pismu Hebrejcem, da je Jezus Kristus tak, natanko tak. On je isti včeraj in danes in na veke. Pomemben starogrški filozof Heraklit, ki je živel 500 leti pred Kristusom, je trdil, da se vse stvari neprestano spreminjajo. Rekel je, da ne moremo stopiti dvakrat v isto reko, ker se rečni tok, ki teče, nenehno spreminja in reka ni več ista, kot je bila prej. Kar bo jutri, bo drugače. Celice v našem telesu se spreminjajo, novi izumi spreminjajo način našega življenja. Seveda pozdravljamo spremembe, so dobrodošle, so potrebne. Navsezadnje nas tudi Evangelij vabi k spremembi, k metanoji, spreobrnjenju. Tudi cerkev se mora stalno posodabljati, družbeno angažirana mora biti, kajti soočamo se z novimi znanji, novimi izzivi, novimi stiskami. Živimo v postmoderni dobi hitrih sprememb. Kupujemo izdelke, žal, za enkratno uporabo, a nam to ne osmisli našega življenja, nas ne poteši. Na pohodu je nanotehnologija, umetna inteligenca, algoritmi kiborške družbe, nova sodobna božanstva. Človek kot oseba, Božje stvarstvo, ki temelji na ogljiku, postaja neosebni humanoidni robot, ki temelji na siliciju. Predani smo ideji, da moramo stalno hiteti za novimi stvarmi, na koncu se počutimo opeharjeni, ogoljufani. Vse zastari, preden knjiga izide in se natisne in preden nekaj zgradimo, je že na tržišču nekaj novega. Začeli bomo govoriti, algoritem me je blagoslovil, ne pa Bog me je blagoslovil. In kot teolog priznam, o tem tudi govorim študenti na teološki fakulteti, da je podoba o Bogu že na preizkusu. Kajti pridevniki, ki jih danes opredeljujemo in dodajamo,
sodobni znanosti in umetni inteligenci so vsevednost, vsemogočnost, presežnost, skrivnostnost, vseprisotnost, nedojemljivost, nevidnost. Kot da bi to hotelo zriniti Boga, ampak Boga ne moremo zriniti, ker je isti včeraj, danes in na veke. Hvala Bogu, je ena božja lastnost, značaj Boga, v čemer je Bog neprekosljiv. To pa je božja ljubezen. Noben stroj, noben humanoidni robot, noben znanstveni dosežek, noben predmet in nobeno božanstvo ne more nadomestiti večne božje ljubezni. Avtor pisma Hebrejcem je to zapisal judovskim kristjanom na drugačen način. Jezus Kristus je isti včeraj in danes in na veke. Ni naključje, da je Voltaire, ki smo ga po krivem označili za ateista, v bistvu pa je nasprotoval leverskemu fanatizmu, izjavil: če Bog ne bi obstajal, bi si ga morali izmisliti. Nemški filozof Martin Heidegger pa je pred smrtjo izjavil: samo Bog nas lahko še reši. Kako napreden in aktualen je bil pisec pisma Hebrejcem svojo izjavo, da je Jezus Kristus tak. To, kar potrebujemo v svetu nestalnic. Isti, včeraj, danes in na veke. Grška beseda za izraz isti pomeni, da je on nespremenljiv. Svet se spreminja z bliskovito hitrostjo. To nas spravlja v paniko, smo v krču. To, da Jezus Kristus je edina oseba, ob kateri se lahko zberemo v zavetju cerkve. In to smo storili, draga cerkev, bratje in sestre, tudi danes. Ne glede na dobo, starost, čas, okoliščine, lokacijo, razpoloženje. Jezus je edina stalnica. Izmed vseh minljivih ljudi ali nestalnih božanstev. V njem je lepota krščanstva. Zato sem se odločil za krščanstvo. Kajti ponudba je zelo mikavna. Veliko ponudb je na duhovnem tržišču, vendar krščanstvo je edinstveno. Ravno zato, ker je Jezus nasmešek na Božjem, očetovem obrazu. Navdušen sem, ker je Jezus poljub zemljanom. Navdušen sem nad njim. Kajti sredi moralnega, političnega, ekonomskega, psihičnega, duhovnega, ekološkega, socialnega kaosa, pa tudi nasilja, se lahko zanesem na njegovo nespremenljivo ljubezen, usmiljenje, zvestobo, pravičnost, dobroto. Stojim na skali, ki je Kristus. Vse drugo slej ko prej postane ugrezajoči se pesek. Sestre in bratje, naša preteklost, sedanjost in prihodnost je zapisana v Jezusu Kristusu, v Bogu, ne pa v astroloških znamenjih ali v prerogbah ali v teorijah zarot ali pa v mikavnem leporečju. Sredi vrtincev, vzponov, padcev, nenehno se spreminjajočih se trendov, vzorcev, mode, modelov, državnih mej, ideologij, filozofij, je Jezus Kristus stalna točka, zvezda, na katero se lahko orientiramo. Letošnji koledar bomo čez nekaj ur zamenjali, sprejeli bomo nove načrte, nove sklepe, nove odločitve. Spet bo sprememba povozila čas, ker na to nimamo vpliva. Zato pisec pisma Hebrejcem ni bil nek fanatični zanesenjak. On se je življenjem sprijaznil, a je računal na Boga. Draga Božja cerkev, mi smo v tem svetu, zato da smo promotorji te stabilnosti, predvsem duhovne stabilnosti, da bi se lahko svet orientiral. S tem, ko je pisec zapisal, da je Jezus Kristus isti včeraj in danes in na veke, ni mislil na znamenja in čudeže, ki jih je delal Jezus in bi jih zato morali pričakovati tudi danes. Poudarjam, da je besedilo brez sobesedila, tekst brez konteksta
pretveza. Pisec ni govoril o tem, kar enoznačno naglašajo današnji neokarizmatiki. Kajti pisec je v predhodni vrstici omenil ljudi, ki so oznanili Božjo besedo in je pozval k posnemanju njihove vere. Potem pa je napisal, da so ti ljudje minljivi. To je poanta. Jezus Kristus pa je isti, včeraj, danes in na veke. Torej, to je poziv, da ne gradimo kultov osebnosti in jih ne častimo. Poudaril je, da so to le človeška bitja, pogrešljiva, minljiva, kot megla. Saj Bog uporablja ljudi, mi smo Božja metoda. Bog je uporabil Mojzesa, Gideona, Elijo, Janeza Krstnika, apostola Pavla, Jana Husa, cerkvenega očeta Avguština, Martina Lutra, svetovno znanega evangelista Billyja Grahama ali pa, če hočete, misijonarko z imenom Mati Terezija. Toda Jezus Kristus je isti, včeraj, danes in na veke. In v tem je razlika. Ostali pridemo in odidemo. Imamo v drami sveta svojo vlogo, potem pa zastor pade in se spusti. Prav je, da ljudi spoštujemo. Prav je, da spoštujemo vse, kar je okoli nas. Na vse zadnje moramo začeti spoštovati tudi naravo. Toda vse to se spreminja. Jezus Kristus pa je isti. Zato ga obožujemo in častimo po Božje. Kako lepa tolažba je to za krščansko srce. Kristijani smo srečni, ker lahko sredi razbitin, atomov in zdrobljenega sveta verujemo v Jezusa Kristusa. Kot pravi začetek pisma Hebrejcem, ti pa si isti in tvoja leta ne bodo minila. Pisec pisma Hebrejcem je judovske kristijane, ki so bili soočeni s preganjanjem in mučeništvom, spodbudil, naj ostanejo zvesti svoji veri. In Bog poziva po Božji besedi danes tudi nas. Naj v 3. tisočletju, kljub vsemu, kar se dogaja, ostanemo zvesti svoji veri. Kajti takole pravi, da jaz, Gospod, se ne spreminjam. Nemški luteranski duhovnik in teolog Dietrich Bonhoeffer je pravilno zapisal, ničesar ni bilo mogoče vedeti ne o Bogu, ne o človeku, dokler Bog ni postal človek v Jezusu Kristusu. Zato se je v polnosti časov zgodil prvi Božič. Toda kljub vsemu temu je normalno, da se ljudje vprašamo, kako to, da v tem spreminjajočem se svetu tako težko verjamemo v Boga, da včasih celo podvomimo, in to je normalno. Normalno je, ker živimo v sekularni dobi, ne bi rad, da bi se kdo s tem obremenjeval in imel občutke krivde, kajti Bog nas ne ljubi zato, ker smo mi dobri, ampak zato, ker je On dober. Končno, nismo le vsota bioloških delčkov, smo predvsem živa duša, ens spiritualis. In popoln smisel se nahaja izven človeka. Če bi bil v nas, ne bi po njem hrepeneli. In vsakdo, kdor išče kakršnokoli resnico, pravico, o čemerkoli razmišlja, v bistvu išče smisel. In iskati smisel pomeni biti religiozen. Končujem. Moderno je, da ima vsak svojega zobarja, zdravnika, psihologa, frizerja, kozmetičarko, šoferja, varnostnika, trenerja in svojega guruja. Sodobna družba je obsedena s terapijami. Medicina zdravi bolezni telesa, klinična psihologija s psihiatrijo zdravi bolezni duše, vendar ostajajo še bolezni duha. Te so temeljne, a tem tako malo pozornosti posvečamo. Duhovnih bolezni ne moremo zdraviti z zdravili, z operacijami, s presaditvijo organov, s transplantacijo, s plastično lepotno kirurgijo, ne s terapijami, ne z duhovnimi tehnikami. Ko človek zboli,
gre takoj v bolnišnico. Ko ga stiska v duši, je napoten na psihološko obravnavo. Ko zboli naš hišni ljubljenček, pohitimo k veterinarju. Strokovnjake spoštujemo, a sprašujem se, kdaj bomo kot pacienti 3. tisočletja prišli pred Boga in rekli, Bog, potrebujem te. Kot je rekel filozof, ki sem ga omenil, samo Bog nas lahko še reši, samo Bog nam lahko pomaga. Zakaj smo bolj nejevoljni zaradi praskice na laku novega avtomobila, kot zaradi ran v našem duhu? Zakaj bolj skrbimo za čiste in zdrave zobe naših otrok, kot za njihovo dušo? Duhovno lakoto lahko pozdravimo tu, zdaj, v cerkvi, z Božjo besedo. Duhovno lakoto lahko potešimo z Božjo ljubeznijo, ki je večna. Kajti Jezus Kristus je isti, včeraj, danes in na veke. Ameriški matematik in meteorolog Edward Lorenz je znan po teoriji, da lahko celo zamah nežnih metuljevih kril spremeni klimo ali pa vremenski vzorec in proces. In če ima tako majhno dejanje, tak učinek, kako velik učinek ima, ko spustim Boga v svoje življenje. Dovolimo Božji besedi, zadnji dan, na pragu novega leta, na današnjo silvestrsko nedeljo, ki je lahko edini naš zlomljen svet pripelje k smislu. Boga potrebujemo. Zato potopimo svojo vero v studene žive vode, v Jezusa Kristusa, ki je isti včeraj in danes in na veke. Mojster Eckhart, nemški teolog in mislec iz 13. stoletja, je zapisal, da je vsak govor o Bogu laž, če ne poteši duše. Verujem, da je današnja Božja beseda naše duše potešila. Zato vabim k molitvi. Dragi Bog, ob zaključku leta se iz srca zahvaljujemo za tvojo zvestobo, uteho, naučene življenjske lekcije in trenutke milosti, ki so nam bili podarjeni. Naj hvaležnost napolni srce, naj razumevanje, ljubezen in mir zavladajo ob vseh kotičkih našega življenja in sveta. Naj zora novega leta prinese nove možnosti za prenovljeno vero vate. Amen. Vabim, da vstanemo in ob koncu leta skupaj molimo molitev cerkve Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Saj tvoje kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. V nadaljevanju bomo prisluhnili cerkvenemu mešanemu pevskemu zboru naše cerkve. Zapeli bomo 2 pesmi, On je rešitelj in Sveto noč, po zaključnem blagoslovu pa še vsi skupaj doksologijo. Te je dano, kralj naše svobode,
luč je na svet prišla, to je Božič. Vsi ga častimo, mu dajmo darove, radost sveta slavimo ga, to je Božič. On je Jezus, Emanuel, Bog z nami, vsak naj izve. On je rešitelj, on je rešitelj, zdaj ne davamo več, ker on odrešil nas je. On je rešitelj, on je rešitelj. Z angeli pojmo in s petjem slavimo, združeni v upanju, to je Božič. On je Jezus, Emanuel, Bog z nami, vsak naj izve. On je rešitelj, zdaj ne davamo več, ker on odrešil nas je. On je rešitelj, on je rešitelj. Ljubezni večno vlada, ljubezni večno vlada, ljubezni večno vlada. Ljubezni večno vlada, ljubezni večno vlada, ljubezni večno vlada. On je Jezus, Emanuel, Bog z nami, vsak naj izve. On je rešitelj, zdaj ne davamo več, ker on odrešil nas je. On je rešitelj, on je rešitelj. Zjožen
Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje, Gospod naj da sijati svoje obličje nad vami in naj vam bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad nas in nam podeli mir. Amen. Končali bomo še z doksologijo. Mir Božji z nami. Amen.